Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba. Končan je reprezentančni premor, ki ga bomo ohranili v zares izjemnem spominu. Slovenija se je še četrtič prebila na veliko tekmovanje. Vmes smo sicer že videli nekatere pokalne tekme, tako Rogaška kot Domžale, današnja nasprotnika. Mutovčič v kazenski prostor, tole bi zdaj lahko bilo spet nevarno za protinapad. Čakal je na podajo Gradišar, ni dočakal, Mutovčič pa še enkrat za Domžale. Mutovčič, to je nevarno in rešuje Rok Vodišek. Videli smo, kako je žoga odskočila tam. Nevarna žoga in z golove črte se rešuje Rogaška. Ni še konec napada, poskušal je še Daniel Šturm, 39. minuta, nepragmatično, nepričakovano, mislim, da tudi tako za domače kot za goste. Zagotovo je Kosiču zastal dih, Bobarič pa z neposrečeno podajo v kazenski prostor, Krstovski pa ima priložnost in to je z tega položaja bi lahko oziroma bi moral biti nevarnejši. Pišek, hitro Pišek in zdaj podaja pred gol in vodstvo za Domžalčane v izteku 55. minute. Šturm na tleh v bolečinah, tako da ni nekega pretiranega slavja. Žoga z desne in veselje gostov tudi ob robu igrišča. Zdaj pa seveda tisto glavno vprašanje, ali je Šturmom vse v najlepšem redu. Pišek je tu opravil glavnino dela. Lepo. In tudi prostor potem na desni strani po tej kombinaciji Slatničanov, vendar Pirtovšek žoge ni dočakal. Šturm pa v ogenj pošilja Piška, Jošt Pišek ima veliko prostora, Pišek in gol! 63. minuta, Domžale vodijo z 2-0. Krasna akcija, spet Rogaška v napadu, v akciji, ki je obetala, potem pa zapravljena posest in ekspresen protinapad ter zadetek za Piška, njegov tretji v tej sezoni. Takole je Šturm podal v prostor. Pišek pa se je sam odločil za zaključek, dobro je sicer povlekel na levo branilca Rantuša Lamprehta Krstovski. Kar se je že zgodilo, da, tu pa je Kosič, ki je lahko zelo zadovoljen, kajti njegovi fantje vodijo z 2-0, ale za kratek čas, kajti Gradišar vrača Rogaško v igro. 65. minuta, zelo slaba reakcija Domžal na lastni polovici, Gradišar pa do svojega četrtega gola v tej sezoni zadovoljen. In borbeno Korošec, Pirtovšek je nekako uspel žogo spraviti do Marciusa. Korošec rešuje Tratnik, to je priložnost za Kregarja. Korošec in zunanji del mreže se trese, ostaja 2-1 za Domžale. Oskar Drobne, boleč poraz, morda najprej vprašanje, kako ga sprejeti, kako ga preboleti? Sprejmeš ga težko, še posebej zaradi tega, ker nisi bil na nekem energetskem nivoju. Mislim, zelo bleda predstava, še posebej, kar se tiče agresije, drugih žog. Smo tu bili ne izredno slabi, ampak katastrofalni, ogromno napačnih odločitev. Imeli smo danes ogromno situacij, da drugače izpeljemo stvari v tekmi, ampak za povrstjo smo se odločili za napačne odločitve, ogromno napačnih podaj.
in na koncu dobimo 2 gola kontra vseh dogovorov, na protinapad, na neko odprto našo zadnjo linijo, mislim. Zelo slabo, zelo neodgovorno in pa totalno brez želje. V drugem polčasu se je zdelo pred tistim prvim prejetim golom, da se vseeno fantje dvigujejo, ne? Vse v napadu je delovalo, da imajo neko idejo več, kar je tudi dopuščalo samo stanje, ko ni bilo več takšnega vetra. Je tudi ekipo presekalo to, da ste potem prejeli zadetek ravno v teh trenutkih, ko se je zdelo, da v napadu poskušate? Pa ne, pa se pravim, dogovor ni bil tak. Njemo kaj poskušati, če je veter. Moramo izkoriščati, če smo prvi polčas zelo trpeli zaradi tega vetra, smo drugi polčas imeli mi to na svoji strani, ampak smo narobe odigrali, se pravim, ogromno napačnih odločitev. In to je potrovalo k današnjemu rezultatu, plus tega, kar sem povedal, da nismo imeli agresije, enostavno, preveč dobljenih drugih žog, Domžalčanov in dobesedno smo jim podarili zmago. Kako zdaj naprej, neke konstantnosti pri tej odgovornosti ni, nekako se vsak drugi, tretji krog pogovarjamo z vami o odgovornosti, ki jo igralci morajo imeti v prvi ligi. Kaj lahko spremenite za naslednje tekme? Pa lejte, najboljši pokazatelj je bilo, da smo mi začeli igrati pri 2-0, ne? Pri 0-2. Pri 0-2 lahko vsak igra. Takrat ni več pritiska, ne? Takrat nimaš več kaj izgubiti in takrat smo zopet začeli igrati. Očitno smo še vedno v teh odločilnih tekmih mogoče malo kratki, ampak moraš to nadoknaditi z drugimi stvarmi. Če nisi izkušen, moraš to nadoknaditi z borbo, s pristopom. Mi danes nismo in Domžalčani so zasluženo zmagali, moramo jim čestitati. Mi pa seveda moramo gledati naprej in popraviti še posebej naš pristop in se usmeriti v nadaljne tekme. Oskar Drobne, hvala in srečno. Hvala lepa. Dušan Kosič, hitro ste pozabili pokal, prišli do tega, kar ste želeli, do nove zmage. Kako pomembna je ta zmaga za Domžale, sploh glede na to, da imate zdaj pred Rogaško 6 točk naskoka? Ja, vse zmage so nam pomembne v zadnjem času iz preprostega razloga, ker so redke. Dobra tekma z naše strani, trdi pogoji, težki pogoji, ampak karakterno smo delali do konca in zelo veseli smo te zmage. Vas je karkoli zaskrbelo ob tisti napaki 2 minuti po doseženem golu za 2-0, ko ste se sami spravili spet v težave, da ste potem morali na koncu podelati vse na 120%, da ni prišlo do izenačujočega gola? Ja, zakomplicirali smo si tekmo, zdaj med nama ni za javnost, za ta gol je izključno kriv trener. Moram prevzeti odgovornost nase, ker sem želel, da ne tolčemo dolgih žog in fantje so samo bogat hoteli in smo bili res izključno moja krivda in mi je žal in Hodže in Gašparja, tako da je to izključno moja krivda. Fanta sta sam hotela narediti tisto, kar smo mi zahtevali v tistem momentu in sreča, da nismo bili kaznovani za to nerodnost, ampak vse ostalo pa mislim, da je fante treba pohvaliti, da so karakterno delali in ta zmaga nam bo dala neko mirnost za naprej. Sem prav videl, da ste potem tudi vi dali navodila, da je potrebno degažirati z dolgimi žogami po tem prejetem zadetku? Ne, enostavno potem se je pa zgodilo, da fantje niso več upali. Torej, želeli smo izigrati, ker sem dobil občutek, da bomo lažje s pas igro čez prišli kot z dolgimi žogami zaradi vetra, tako da to je bila izključno moja napaka in pol vse ostalo je pa bila neka konfuzija in lahko bi se Rogaška vrnila v igro. Če se ozreva samo za hip še v prihodnost, najprej občinski derbi, jasno spet nova tekma, pomembna za vas. Se lahko zdaj dvignete tudi po lestvici, je to neka vaša tiha želja z uspešnim nizom? Prvič ste povezali tudi 2 zaporedni zmagi v tej sezoni v državnem prvenstvu. Ne vem, kaj se bo zgodilo, vem, da imamo dobro stanje in v slačilnici in da fantje želijo, da smo v dobrem stanju. Ta tekma je bila, pokalna je bila res nepotrebna in praktično smo si tudi več zaslužili kot izpad, ampak evo, danes se nam je malo vrnilo in gremo z isto željo, voljo naprej. Ekipa je mlada, imamo kar nekaj fantov, ki nabirajo izkušnje in take zmage, ki so seveda zahtevne, tudi za nas je bila ta tekma danes zahtevna, so z odliko oddelali.
Dušan Kosič, najlepša hvala in srečno. Hvala tudi. Žan Flis, boleč poraz, trener je rekel, da ga bo težko sprejeti, težko preboleti, ampak morate se sprijazniti z njim. Kako ste sami sicer videli tekmo v zahtevnih razmerah na težkem igrišču? Ja, sigurno je boleč poraz. V bistvu danes bi lahko marsikaj naredili, če bi osvojili te 3 točke. No dobro, zdaj je za nami. V bistvu prejeli smo tista 2 poceni zadetka, to nas je nekako vrglo s tira najprej, potem pa smo se malo dvignili, zadeli ta zadetek, lovili še drugega, ampak žal nam je zmanjkalo časa. Trener je rekel, da ste začeli igrati pri zaostanku z 0-2, nekako spodbodel tiste, ki nimajo veliko izkušenj v prvi ligi, vi ste eni izmed tistih, ki jih imate, da je lažje igrati potem, ko ni tistega pravega pritiska. Se strinjate s trenerjem, se vam zdi, da prav to nekako manjka še tej ekipi na odločilnih tekmah? Ja, ne moremo skrivati, da je naša ekipa zelo mlada, imamo nekaj izkušenih igralcev, ja, mogoče je lažje, ko zaostajaš potem igrati brez pritiska, da nič ne moreš izgubiti, ampak ja, težko je na začetku, v bistvu, ko si v nekem krču, da potem tisto mirno odigraš, ko bi moral, in težko je potem izpeljati nekatere akcije, katere si zamisliš. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Nik Perc, čestitke za pomembno zmago. Najprej morda vprašanje, kako je bilo igrati, zdelo se je v prvem polčasu zelo vetrovno, ni veliko dopuščalo vreme, v drugem delu potem malo manj, sicer pa tudi kar težavna igralna podlaga. Pa sigurno, zdaj igrišče je bilo zelo težko za oboje, kot pa ste sami rekli, veter je naredil svoje, žoga se je ustavljala, žoga je šla hitreje, kakor bi mogla, tako da sigurno zelo težke razmere, no. Ampak je bilo za oboje enako, tako da je bilo težko, ampak smo oboje izgurali. Vse, kar smo morali videti, smo videli v drugem polčasu, vaša 2 zadetka hitra, pa potem po vaši napaki zadetek Rogaške. Koliko tudi vam pomeni, da date svoje številke v napadu, kar vam je danes uspelo? Pa sigurno, zdaj po nekem dolgem obdobju poškodbi je sigurno zelo super, da jaz prispevam ekipi. Zdaj najbolj pomembno je pa v bistvu, da smo mi to tekmo dobili, smo zabili ta 2 hitra gola, sicer tako, kot ste rekli, smo sami naredili vse malo galame, ampak je pomembno, da smo v bistvu pripeljali tekmo do konca in dobili te 3 pike, ki so zelo pomembne za nas. Najlepša hvala in srečno. Hvala.